Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o razliki med izobraževanjem in šolanjem. No, pri nas imamo javni šolski sistem, imamo obvezno šolanje, prisilno šolanje, ko mora otrok iti skozi javno sprejeti šolski program oziroma kurikulum. Sta sicer dve možnosti, ali se otrok šola v javnih izobraževalnih ustanovah, torej v javnih šolah, osnovnih šolah recimo. Je pa tudi zakonsko dopuščeno, da se otrok šola na domu, ampak še vedno po javno sprejetem programu, in potrebno je tudi, da otrok opravi te izpite, da dobi ocene. Prisilni šolski sistem je bil ustanovljen pred nekaj stoletji, predtem se je pa izobraževalo precej drugače. Sedaj pa zopet prihaja do velike prelomnice, ko zaradi informacijske tehnologije otrok lahko dobi informacije enostavno z klikom na miško preko interneta. Šolski sistem kot sama struktura je zelo zastarela in deluje precej pogubno na otroka, kajti statistika kaže, da bolj ko otrok napreduje skozi stopnje izobraževalnega sistema, bolj izgublja voljo do življenja, do sodelovanja v družbi. Otrok oziroma dijak, učenec postaja vse bolj apatičen, kajti podajanje znanja, kot se dogaja v javnih šolah, je od odraslih, starejših ljudi na mlajše osebe. In to na serijski način, kot po industrijskem tekočem traku, ko se učenca vključi v razred glede na datum proizvodne surovine oziroma datum rojstva, potem pa se ga skozi šolski sistem izoblikuje, da absorbira določene informacije, hkrati pa se ga tudi ukalupi v neko ubogljivo, poslušno bitje, ki je navajeno ubogati avtoritete in se pokoriti. Na ta način se ljudi navaja na ekonomsko suženjstvo, ki se potem dogaja v dobi po zaključku osnovne šole oziroma srednje, višje šole, da nihče ne razmišlja kaj dosti o alternativah dela, kot pa to, da si za nekem delovnem mestu, da opravljaš neko opravilo, dobivaš plačo in plačuješ davke. Vendar pa je ta svet veliko bolj pester, poln različnih potencialov in tudi možnosti za samostojno izobraževanje. Potrebno je razumeti razliko med šolanjem ter
izobraževanjem. Šolanje pomeni hoditi v šolo in se prepustiti šolskemu načrtu, da naredijo iz tebe karkoli želijo. Izobraževanje pa je proces, ki se dogaja neprestano. V vsakem trenutku se učimo, vsaka sekunda je priložnost za novo lekcijo in novo spoznanje. Izobraževanje je del šolskega procesa, vendar se lahko izobražujemo tudi brez šole, brez da bi hodili v šolo. Mislim, da je Mark Twain rekel: zelo pazim na to, da ne bi šolanje oviralo moje izobraževanje. V šolah je zelo omejen način podajanja znanja, torej izobraževanja, ki marsikomu ni po godu. In zato skozi šolanje, skozi šolski sistem prihaja do travmatiziranja otrok. Kot alternativa je samostojno izobraževanje. Obstajajo številni primeri uspešnih ljudi, ki so tudi postali bogataši, ki so zapustili šolanje, zato da bi uresničevali svoje ideje in se samostojno naprej izobraževali. Sedaj je trend, da se mladostniki samostojno izobražujejo preko interneta, kajti na ta način doživijo osebno svobodo, okrepijo svojo samozavest in pridobijo veselje do nadaljnjega samostojnega izobraževanja. Predvsem pa je pomembno vedeti to, da v javnem šolskem sistemu ne dobiš marsikaterega znanja, ki je izjemno nujno za življenje. Zato, da postaneš neka funkcionalna, odgovorna oseba, enakovredno živo bitje, ki je sposobno empatije, upoštevanje drugih živih bitij kot enakovrednih in harmoničnega sobivanja na tem svetu. Otroke v šoli se torej nabije z številnimi informacijami, hudo pa jim manjka znanje o življenju in o sebi. Marsikdo šele potem skozi razne življenjske travme in močne pretrese začne samostojno študirati, se izobraževati in odkrivati realnost tega sveta, ki je močno drugačna, kot pa si jo lahko predstavlja povprečen človek, ki se prepušča zgolj javnemu šolskemu sistemu. Vabim vas zato, da proučite številne koristne informacije, ki so ključne za življenje, da se samostojno naučite najpomembnejših življenjskih veščin, spoznavanja samega sebe, delovanja svojega uma, čustev, in vse te informacije ter številne druge, še bistveno bolj zanimive, so na voljo preko globalne raziskovalne in razvojne skupine Destiny oziroma Equal Life Foundation v obliki številnih videoposnetkov, audioposnetkov, tiskovin, spletnih tečajev. Pod tem videoposnetkom boste našli povezave do teh vsebin, zato vam predlagam, da se odločite za to vrhunsko šolo življenja in realizirate svoje številne življenjske potenciale. Hvala lepa za posluh
in nasvidenje.